Pomemben del vsakega gozdnega ekosistema so tudi živali in zato se na oddelku za gozdarstvo 3 ekipe posvečamo raziskavam na različnih vrstah prostoživečih živali. Največji poudarek v zadnjem času posvečamo predvsem velikim zverem, kot so ris, medved, volk, v manjši meri pa se recimo posvečamo tudi različnim vrstam parklaste divjadi, kot je jelenjad, gams in pa srnjad. Za te raziskave uporabljamo različne metode, tukaj so od tradicionalnih, recimo sledenje v snegu, do bolj modernih, recimo uporaba neinvazivne genetike, potem pa tudi izzivanje oglašanja, recimo tuljenja volkov in pa popis brlogov ter mladičev v njih. No, kot tista najpomembnejša metoda, ki jo zadnje leta uporabljamo, je pa telemetrija. Zato pomeni, da moramo posamezne živali, posamezne osebke odloviti, jih uspavati in potem opremiti s takšnimi telemetričnimi ovratnicami. V teh ovratnicah je ponavadi GPS sprejemnik, ki je v določenih časovnih intervalih zajame koordinate, kjer se trenutno žival nahaja in jih potem najpogosteje v obliki SMS sporočil pošlje raziskovalcem. Zdaj ob takšnih uspavanjih seveda žival natančno pregledamo, opravimo vse meritve in potem, ko se žival zbudi, jo spustimo nazaj v naravo. Pri takšnih raziskavah pogosto tesno sodelujemo z drugimi inštitucijami, recimo Zavodom za gozdove. So pa takšni projekti tudi dobra priložnost za zaposlovanje naših novih sodelavcev, pri katerih pogosto izbiramo seveda tudi študente, ki so zaključili naš študij na gozdarstvo. Rezultate iz telemetričnih študij potem pogosto kombiniramo z drugimi raziskavami, recimo tukaj imam primer raziskave z uporabo avtomatskih kamer, na ta način spremljamo komunikacijo med živalmi, recimo risi, kako se sporazumevajo z vonjem, potem pri medvedih, ki večinoma uporabljajo drevesa, katere se drgnejo in spet sporočajo različne informacije drugim osebkom. Uporaba takšnih avtomatskih kamer postaja zdaj vedno bolj pomembnejša, saj nam omogoča precej dober pogled v življenje takšnih živali, kot so recimo volkovi, ki jih sicer v naravi zelo težko opazujemo. No, kadar pa na prava mesta postavimo to kamero, pa lahko dobimo precej zanimivih podatkov. Podobno so recimo tudi zbiranje podatkov iz ostankov plena, recimo gledamo enega risa, ki se hrani srno, ki je v plenu in pogosto na takih mestih prihaja do interakcij med različnimi vrstami. Tukaj vidimo recimo, kako medved pogosto prežene risa in mu potem ukrade ostanke tega plena, zaradi tega potem risi morajo pogosteje loviti svoj plen, kot bi sicer. Še ena interakcija, ki je v zadnjem času precej pozornosti posvečamo, je pa odnos med risom in pa divjo mačko. Tukaj vidimo spet eno divjo mačko, prav tako opremljeno s telemetrično ovratnico. In potem seveda vse te rezultate tudi prenašamo na naše študente v obliki predavanj oziroma terenskih vaj. Poleg samih raziskav v Sloveniji se v zadnje leta vedno bolj vključujemo tudi v raziskave v tujini, recimo tak največji projekt trenutno je v Afriki, na leopardih in pa gepardih, potem tudi v tropskih gozdovih, recimo na dimastih leopardih in pa v gorskih območjih, kot recimo Altaj v Mongoliji, kjer imamo trenutno projekt na snežnih leopardih. Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki, spoštovani starši, vse vas prav lepo pozdravljam na oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na informativnem dnevu za vse, ki se želite ali ki se zanimate za vpis na naš študij. Moje ime je Robert Brus in sem prodekan oddelka za gozdarstvo in bom danes z vami na tem informativnem dnevu. Vendar ne bom sam, ker mi bojo pomagali tudi moji sodelavci, ki vam jih za začetek tudi predstavljam in vas vabim, če se mi pridružite na tej govornici. Nažalost bo danes ta predstavitev potekala tako kot lani nadaljavo, vsi si pa želimo seveda, da se že naslednje leto srečamo tudi v živo. Torej, če najprej predstavim svoje sodelavce, z nami bo tudi docent dr. Kristjan Jarni na moji desni, ki bo potem prevzel del predstavitve. Potem je tukaj gospa Tatjana Stritar, ki jo boste, ko boste v živo pri nas srečevali v pisarni in skrbi za vse študentske zadeve. Za tehniko skrbi asistent Vasja Leban, ki bo tudi danes z nami tamle za mešalno mizo, bo skrbel, da bo tehnika tekla brez težav. In z nami bo tudi študent Miha Dimc, ki bo pozneje na voljo za vsa vprašanja, na katera bo tudi z veseljem odgovarjal in tudi predstavil bo delo študentskega sveta in društva študentov gozdarstva. Nadaljavo bo z nami tudi inženir gozdarstva Aleksander Ratajc iz Celja, ki bo predstavil dela Zavoda za gozdove. V ozadju pa za predstavitev skrbi tudi Dušan Roženberger, docent dr. Dušan Roženberger
ki bo poskrbel za to, da boste lahko uspešno zastavljali vprašanja. Torej, toliko mogoče za uvod. Zdaj pa predlagam, da vam počasi le povemo to, kar smo vam želeli pač prikazati. Torej, za začetek bi še enkrat poudaril, da me izjemno veseli, da se zanimate za študij gozdarstva. Verjetno v glavnem iz razloga, da vam ni vseeno za prihodnost našega planeta, da si želite delati v zdravem delovnem okolju, da želite prispevati k tem, da naša Slovenija ostane lepa, zelena, gozdnata dežela z zdravim okoljem. In zato smo tukaj mi, torej na študiju gozdarstva. Zdaj, edina ustanova, ki izobražuje inženirje gozdarstva v Sloveniji, je Biotehniška fakulteta, ki ima 8 oddelkov in en študij. Eden od teh 8 oddelkov, za nekatere med njimi ste verjetno zaslišali, oddelek za agronomijo, oddelek za lesarstvo, oddelek za krajinsko arhitekturo in tako naprej. Eden od oddelkov je oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, na katerega, upam, se bo večina med vami tudi vpisala. Na tele sliki vidite naš oddelek na desni strani, pozneje vam bomo pokazali še več podrobnosti v zvezi z njim. Na desni pa vidite našo centralno stavbo z dekanatom, ki je na Jamnikarjevi ulici, streljaj stran od naše sedanje lokacije. Zdaj, ko se pogovarjamo o študijskih programih, moram povedati, da imamo pri nas na razpolago 2 programa. Univerzitetni študijski program in visokošolski strokovni študijski program. Vsak od njiju traja 3 leta. In iz obeh teh študijev se je možno potem upisati tudi na drugo stopnjo oziroma na magistrski študij. Z magistrskega študija, kdor ga zaključi, se je pa možno upisati tudi na 3. stopnjo, torej na doktorski študij. Naša naloga danes je predvsem, da vam predstavimo spodnja 2, to se pravi univerzitetni in visokošolski strokovni študij. Univerzitetni študijski program smo poimenovali Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri. In s temi obnovljivimi gozdnimi viri prav želimo poudariti, da seveda gospodarimo z našo krajino kot celoto, torej da ni naš cilj samo proizvodnja lesa, ampak sploh skrb za gozdne vire v celoti. Drugi visokošolski strokovni študij pa smo poimenovali gozdarstvo. Zdaj, če v vsakem povem nekaj podrobnosti. Torej, prvi univerzitetni študij je namenjen temu, da študente in bodoče diplomante usposobi za celovito ekosistemsko upravljanje z gozdovi. V tem študiju dobite zelo veliko znanj o gozdnih ekosistemih, o tehnologijah, o tehnikah, dobite inženirska znanja, ki jih pozneje uporabljate pri ravnanju in upravljanju z gozdovi, in seveda dobite tudi veliko znanja o metodoloških orodjih. Ta študij univerzitetni traja 3 leta oziroma 6 semestrov, namreč naš sistem od Bolonje naprej je 3+2, to se pravi prva stopnja traja 3 leta, druga stopnja traja 2 leti. In v tem času dobite 180 kreditnih točk. Ta študij se izvaja kot reden študij in vsako leto in tudi letos bo tako, je razpisanih 40 vpisnih mest. Zdaj pa kar zadeva vpisne pogoje, pa poslušajte dobro. Na ta študij se lahko vpiše, kdor je opravil maturo, in letos se lahko na ta študij vpiše tudi vsak, ki je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem študijskem programu in seveda zraven še izpit iz enega od predmetov na splošni maturi. To je zdaj šele 3. leto zapored, da se lahko vpišete iz kateregakoli srednješolskega programa. Od naslednjega leta naprej ta pogoj ne bo tako sproščen in bo pravzaprav obstajala lista tistih tehnikov, ki se k nam lahko vpišajo. Letos je pa še zadnje leto brez omejitve, tako da tisti, ki morda malo kolebate med tem, ali bi se letos ali drugo leto vpisali, imate letos še zadnjo možnost na ta način.
Če bo sprejet sklep o omejitvi, vidite tudi napisano, kaj se ocenjuje. Pri splošni maturi 60% točk prinaša splošna matura in 40% točk tretji pa četrti letnik. Kandidati, ki pa pridejo s poklicno maturo, se pa ta šteje 20%, v četrtem letniku in tretjem uspeh 40%, nekaj pa tudi maturitetni predmet. Naziv, ki ga ta inženir pridobi, je diplomirani inženir z gozdarstva s pripisom UN, torej da seveda je to univerzitetni. Drugi študij, katerega cilj je pa bolj poudarek na praktičnih in operativnih znanjih, je visokošolski strokovni študij. Cilj je usposobiti domače diplomante za gospodarjenje z gozdom in, kot sem rekel, je bolj poudarek na praktičnih znanjih. Ta ravno tako traja 3 leta, ravno tako je reden in tudi letos bomo nanj upisali 40 mest. Upisni pogoji so nekoliko blažji oziroma zdaj zelo podobni še to leto. Na ta program se lahko upiše, kdor je opravil poklicno maturo in seveda tudi, kdor je opravil klasično maturo. In potem imate spodaj tudi navedeno, kako se točkuje kandidate, če bo potreben njihov izbor. Pridobljeni strokovni naziv je podoben, diplomirani inženir gozdarstva, vendar s pripisom VS, da seveda je to visokošolski strokovni študij. Zdaj seveda marsikoga zanima, kakšna je razlika med VS, Š in UNI študijem. Zdaj tako, nekaj razlik je v količini temeljnih in metodoloških in osnovnih znanj, ki jih pridobite. UNI program jih ima nekoliko več, medtem ko jih ima visokošolski program nekoliko manj. To se pravi predmeti, kot so matematika, meteorologija in podobno. Torej, temeljni predmeti so bodisi nekoliko manj obsežni ali pa celo manjkajo na visokošolskem programu. Terenskega pouka je pa na ta račun na visokošolskem programu nekaj več, torej bolj praktično je usmerjeno, trajanje študija je enaka. Potem je pa seveda vprašanje, kako je z nadaljevanjem študija. Univerzitetni program je v osnovi namenjen temu, da potem nadaljujete na drugi stopnji, da greste na magistrski študij, ni pa seveda to nujno. Medtem ko iz visokošolskega programa ste, ko ga končate po 3 letih, že nekako bolj namenjeni v prakso, ne toliko za študij za naprej, ampak mnogi študenti, sploh tisti boljši, se brez težav vpišejo tudi na magistrski študij in ga dokončajo in zlahka ali pa z nekoliko truda nadoknadijo to, kar jim je mogoče manjkalo na prvi stopnji. Torej, pot na magisterij je možna po obeh kanalih. Kar se tiče omejitve vpisa, je tako. Poglejte spodaj, od leta 17 pa do leta 20 smo lahko nekako vpisali vse študente, ki so želeli, vse dijake, ki so se želeli k nam vpisati. Lani se je pa prvič zgodilo, da je prišlo do omejitev vpisa zaradi močno povečanega zanimanja za študij gozdarstva. To nas pravzaprav zelo veseli. O razlogih, zakaj se povečuje zanimanje za študij, boste pozneje slišali še kaj več. V vsakem primeru pa bodite mogoče na to pozorni. Vidite tudi, da na univerzitetnem študiju je bila pri drugem roku omejitev 63 točk oziroma spodnja meja, medtem ko pri VSŠ študiju celo 83 točk. Kaj hočem s tem povedati? Če niste prepričani, ali bi se radi k nam vpisali ali ne, mogoče ni najbolj pametno čakati na morebitno priložnost na drugem roku, ker zna biti pogoj težji, ampak se vpište na prvo žogo, vpište se na prvi rok. Torej, toliko mogoče o tem za začetek. Če bo pozneje v debati še kakšno vprašanje, ste pa seveda dobrodošli. Zdaj, te študijske programe na prvi stopnji sestavljajo 4 take skupine predmetov. Prvi so temeljni ali naravoslovni, potem imamo skupino družboslovnih predmetov, potem gozdarske strokovne ali inženirske predmete in seveda tudi metodološke. Tako da vidite, da je profil inženirja gozdarstva zelo širok in zelo raznolik in zauzema zelo taka različna vsebinska polja. Posebnost študija je zelo veliko terenskega pouka. Vidite 55 ali pa celo 63 dni pri obveznih predmetih na 2 študijih.
potem pa še tisti, ki pridejo pri izbirnih predmetih, kar pomeni, da v tem času študentje prekrižarijo Slovenijo po dolgem in počez in jo res dobro spoznajo. Tudi sicer imamo gozdarji zelo dobro terensko mrežo vzpostavljeno in smo na to pravzaprav ponosni. VSŠ študij ima tudi 25 dni strokovne prakse, to se pravi v tretjem letniku 5 tednov grejo na prakso in značilnost so tudi izbirni predmeti, s pomočjo katerih študentje nekatere vsebine lahko spoznajo bolje. Kot sem že prej omenil, lahko nadaljujete tudi na magistrskem študiju z ene ali druge stopnje. Ta študij se imenuje Gozdarstvo in upravljanje z gozdnimi ekosistemi. Je nekoliko kompleksnejši, zahtevnejši, ampak danes nismo tu zato, da bi ta študij predstavljali, zato o tem v tem trenutku ne bom nadaljeval. Zdaj bi pa predal besedo docentu doktorju Kristjanu Jarniju, ki vam bo še nekoliko bolj podrobno predstavil vsebino študija, ki vas čaka v teh 3 letih, če pridete k nam. Kristjan, izvoli, beseda je tvoja. Hvala. Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj. Preden začnemo malo s predstavitijo študija in gozdarstva, bi vas samo opomnil, da je v chatu imate od spodaj link, ali se vam bo zdaj pojavil, na anketo, za katero vas prosimo, da jo izpolnite. Skratka, anketa je anonimna, spraševala pa vas bo o tem, odkot prihajate, za kater študij se zanimate, odkot ste izvedeli za nas. Skratka, to so informacije, ki nam potem pomagajo nam, da se znamo malo bolj pripraviti v prihodnjih letih. Druga stvar, ki se vam bo pojavila tudi v chatu, pa je link do Jamboarda, kjer pa lahko zastavljate vprašanja. O tem sicer odgovore na vprašanja bomo podali proti koncu te naših predstavitev skupnih. Tako da prosim, da si odprete, pogledate, izpolnite anketo in tudi zastavite kakšno vprašanje, ki se vam bo porajalo za časa teh predstavitev. Tako da ja, v nadaljevanju vam želim predstaviti pomen gozdov, gozdarstva v Sloveniji in tudi širše. Skratka, gozdovi upravljajo različne vloge, nudijo številne ekosistemske storitve, uravnavajo klimo, čistijo zrak, vodo, varujejo gozdna tla, po drugi strani pa tudi nudijo neke dobrine, materialne in nematerialne dobrine. Na drugi strani pa je ta večnamenski ekosistem podvržen nenehno nekim biotskim in abiotskim dejavnikom, ki ga spreminjajo bolj ali manj in spreminjajo njegovo delovanje. In če želimo, da ta gozd opravlja te svoje funkcije trajnostno, potem moramo tudi z njim upravljati, načrtno upravljati. In da zagotovimo to načrtno upravljanje, je potrebno na eni strani poznati gradnike gozdnih ekosistemov, kako te gozdni sistemi delujejo, na drugi strani je potrebno poznati potrebe družbe, potrebe lastnikov in pa mehanizme, s katerimi mi lahko te gozdove usmerjamo v zaželjeno smer. Skratka, v globalnem pomenu, torej zdaj zadeva. V globalnem pogledu pač gozdovi smo rekli, da oblikujejo klimo, blažijo podnebne spremembe, gozd je hkrati tudi ponor CO2-ja, gozd nam zagotavlja čisto vodo, ustvarja tla, preprečuje erozijo. Skratka, gozd ima tako izredno pomembno vlogo za naše bivanje, za naše zdravje in njegov učinek seže daleč izven njegovih fizičnih meja. Skratka, ko odprete pipo, vam voda priteče iz nekega takšnega okolja, mogoče kot je tole na sliki, ko vdihnete, skratka, vedno je nekako povezan, veliko skratka je teh naših dobrin povezanih z gozdom. Gozd upravlja tudi pomembno biotsko vlogo. Gozd je dom številnim živalskim vrstam, od velikih zveri do majhnih žužkov, glive živijo v gozdovi, skratka, so prisotne in igrajo še kako pomembno vlogo, čeprav
mogoče na prvi pogled jo spregledamo, skratka igrajo pomembno vlogo pri razgradnji lesa, pri razgradnji gozdnega opada. Majhne žuželke pač igrajo pomembno vlogo pri opraševanju. Ampak mogoče bolj kot samimi živalmi je gozd okarakteriziran z rastlinskimi vrstami, z drevesi, z grmi, zelišči. Tukaj na levi strani vidite zgermovo smreko iz Pohorja, smreko visoko 62 metrov in je ena najvišjih smrek v Evropi. In na drugi strani kranjski jeglič, en slovenski endemit, ki je prisoten, ki raste samo v Sloveniji, tukaj od Iškega Vintgarja na robu Ljubljanskega barja pa tja do Idrije. Skratka, Slovenija je tak pravi botanični biser in že prej ste slišali, da imamo veliko terenskih dni, tako da obiščemo tudi takšne bisere in se hodimo učiti tudi od takšnih orjakov, kot je zgermova smreka na Pohorju. Gozd opravlja tudi številne socialne funkcije. Naj omenim, da je gozd pri nas neke take posebne vrste lastnina. Lastnik gozda je pač lastnik lesa, medtem ko so ostale dobrine dostopne vsakomur. Za razliko mogoče od sosednjih dežel v Avstriji, pač v Italiji, temu ni tako. Skratka, ne moremo kar prosto hoditi v gozd, se rekreirati, izobraževati ali nabirati gobe. Tako da jaz sem vesel, da je stanje pri nas takšno, kakršno je in upam, da bo tudi v prihodnje še vedno ostalo in se bomo lahko hodili sprehajati in sproščati v naše gozdove. Mogoče kot funkcija, ki nekako najbolj materializirana in si najlažje predstavljamo, kaj nam gozd daje, direktno njegovi proizvodi. V prvi vrsti je to les, ki je bil v preteklosti in tudi še danes in tudi verjamem v prihodnje igral pomembno vlogo. Skratka, les je vrhunski material, ne moremo si privoščiti, da ga ne bi izkoriščali, namreč njegovi nadomestki, plastika, aluminij so za samo pridobivanje energetsko zelo potratni in tudi ekološko sporni oziroma puščajo velik odtis ekološki. Tako da vas bomo za časa študije naučili prepoznavati, zakaj je nekdo pripravljen plačati 10 000 evrov za hlod, ali pa kaj so tiste mogoče napake v lesu, ki drug hlod delajo mogoče primernega samo za drva. Do sedaj smo govorili o funkcijah, ki jih gozdovi opravljajo in o ekosistemu, o gradnikih, in ta sistem je dejansko v odnosu do človeka v nekem krhkem ravnotežju. Kaj hitro lahko pride do porušitve? To, kar nam kažejo slike, vetrolom, žledolom, požar, skratka, to so situacije, ko moramo gozdarji hitro odreagirati, namreč slike nam dejansko prikazujejo neke obložene mize, v katerih se lahko namnožijo podlubniki do te mere, da nam začnejo ogrožati naše zdrave gozdove, čeprav te motnje so sestavni del ekosistemov, vendar bom rekel z nekim ukrepanjem in načrtnim gospodarjenjem in strokovnim delom, skratka lahko zmanjšamo vpliv teh motenj ali pa jih celo preprečimo. Zdaj, gozd je sistem, znotraj katerega se dogajajo nenehne spremembe, počasi, vendar se. Z enkratnim obiskom gozda dobimo neko sliko v trenutnem stanju. Če gremo večkrat v gozd, dobimo več informacij, tako da informacije izpred 10 let so nam zelo dobrodošle. Seveda, 10 let star podatek je mogoče v kakšni drugi panogi, recimo v genetiki, v zdravstvu, mogoče že zastarel podatek. Tudi v gozdarstvu ni 10-letni podatek najboljši, še boljši je 20 let, 30 let ali pa 100 let. Skratka, več podatkov, ko jih imamo za nazaj, lažje nekako spremljamo razvoj in beležimo spremembe in vidimo, kam vse skupaj gre. Tako da kot gozdarji se ne bomo omejevali samo na gozd, ampak, kot je bilo že povedano, skratka se bomo ukvarjali s celotno gozdno krajino. Seveda bo stopnja natančnosti proučevanja v samem sestoju bistveno večja, kot pa na nivoju krajine, tako da
Pri nas uporabljamo, bom rekel, najnovejše metodologije, tehnike, skratka od nekih molekularnih genetskih analiz do satelitskih spremljanj oziroma nekih laserskih, prostorskih 3D snemanj, kar ste videli tudi prej v statistiki, ki ste se nam priključili, že mogoče pred samimi predstavitvami so nam to filmčki pokazali. V enem filmu je bilo to dobro videno. Je pa gost potrebno spremljati celostno. Se pravi, ne samo rastlinsko, ampak tudi živalsko komponento. Naj povem, da imamo na oddelku za gozdarstvo močno raziskovalno skupino ali pa ekipo, ki se ukvarja z spremljanjem velikih zveri, z velikimi rastlinojedi. Recimo tlele fotografija od zgoraj nam kaže medveda, ki je opremljen s telemetrijsko ovratnico, s pomočjo katere spremljamo njegove gibanje, njegove navade. Vsi te podatki nam potem pridejo zelo prav pri recimo načrtovanju nekih posegov v prostor. Tlele pri gradnji ekodukta, recimo, kar nam prikazuje spodnja slika. Skratka, na ta način lahko prihranimo veliko denarja in na drugi strani preprečimo marsikatero nesrečo. Skratka, poštevajoč stanje na eni strani, na drugi strani imamo potrebe družbe in na podlagi tega pač načrtujemo neke ukrepe in te ukrepe tudi izvajamo. Skratka, pomanjkljivo načrtovanje nam prinaša izgube in velika tveganja, tako kar se tiče denarja kot varnosti pri samem delu. Tako da načrtovanje je v gozdarstvu izredno pomembno. Gozd raste 100-150 let, v tem času se zamenja večje število revirnih gozdarjev, 3-4 generacije in ne more si vsak sproti izmišljati, kaj bo počel, ampak je potrebno pač poznati oziroma je potrebno slediti nekim smernicam naših predhodnikov in potem s pomočjo današnjih znanj, današnjih potreb pač gozd usmerjamo naprej. Zato je pač ta časovna komponenta v gozdarstvu izredno pomembna. In ena od osnovnih dejavnosti v gozdarstvu je pridobivanje lesa. Gre za verigo opravil od poseka dreves do izvleka iz gozda in odvoz iz kamionske ceste. Zavedati se je treba, da hlod na koncu plača vse naše delo, načrtovanje, negovalna dela v mladosti, kot tudi samo to delo, bom rekel, sečnje in spravila. Tako da to delo je izredno zahtevno, potrebno je poznati pravilne tehnike dela, potrebno je poznati vplive, ki jih ima to delo na delavca, na gozd. Skratka, pred očmi moramo imeti gozd, ki mora ostati zdrav in vitalen tudi po takšnem delu in hkrati mora zdrav in vitalen ostati tudi delavec v gozdu. Tako da vsi te ukrepi, tehnologije morajo biti takšni, da zagotavljajo zdrav, vitalen gozd tudi v prihodnje in nam bo nudil pač vse funkcije, ki jih pred njega postavlja človek in družba. Tako da zdaj sem vam na kratko orisal, bom rekel, gozd, gozdarstvo, pomen gozdov pri nas in tudi širše. Tako da zagotovo bojo vse te svoje funkcije bile potrebne, da jih upravljajo tudi še v prihodnje. Mogoče, če se vrnem zdaj nazaj malo na sam študij še, povedano je bilo, da vpisujemo 2x po 40 študentov v posamezne letnike, v posamezne smeri. Skratka, to je, kot oddelek smo nekoliko manjši, delamo v majhnih skupinah in ravno zaradi tega, ker smo pač nekoliko manjši, se tudi medsebojno zelo dobro poznamo. Skratka, jaz lahko rečem, da vse svoje študente v prvem letniku pač poznam dobro in ker se velikokrat videvamo in na vajah in na terenu in pri vseh, bom rekel, obveznostih, ki jih morajo pač študentje opraviti pri meni. Tako da za gozdarstvo preko študentje se srečuje z raznimi vsebinami in predmeti, skratka kot gozdari morate imeti malo občutka za naravo, na drugi strani morate imeti tudi občutek za soljudi, namreč v Sloveniji prevladujejo zasebni gozdovi in lastniki, ki jih je več kot 400 000, in na drugi strani
je poleg tega še občutek za tehniko, skratka, gozdarstvo je gospodarska dejavnost. Terenski pouk je bil že omenjen in tudi naravno okolje, kjer se izvajajo vaje in terenske vaje pač je zelo dobrodošlo oziroma nek plus, ki ga imamo v primerjavi z mogoče drugimi študijami. Za časa študija spodbujamo naše študente, da se udeležijo oziroma da izkoristijo možnost tudi študija v tujini. In sicer poteka program Erasmus+, v katerem sodelujejo članice Evropske unije in nekatere druge države, ki so tukaj naštete. Skratka, na študiju v tujino obstaja več možnosti tega izmenjave, bodisi da greste na študij, na študijsko izmenjavo, ali pa greste upravljati študentsko prakso. Skratka, gre za krajše oziroma nekaj mesečne oziroma do 1 leta dolge izmenjave. In to spodbujamo študente, ker enostavno v tujini z nekim takim obiskom neke tuje univerze, tuje organizacije, skratka, študenti dobijo nove izkušnje, nova poznanstva, vidijo na nek način primerjavo z našim sistemom, z našimi gozdovi. Tako da to spodbujamo študente, da si izkoristijo to možnost izmenjave. Je pa res, da je to namenjeno predvsem študentom nekoliko višjih letnikih. Mogoče prvi letnik še ni ta pravo leto, namreč se mi zdi pomembno, da študent že dobi neko osnovno znanje in ki ga lahko potem tudi primerja oziroma ovrednoti, evaluira na neki zunanji univerzi v tujini. Posebnost našega oddelka za gozdarstvo so tudi štipendije, financiranje, in sicer gre za štipendije Pahernikove ustanove. To so štipendije, ki so namenjene najboljšim študentom in študentom, ki prihajajo mogoče iz socialno malo bolj ogroženih okolij. Gre za letne štipendije v višini 400 evrov trenutno. Dobivajo jih pa študentje v višjih letnikih, se pravi na drugi stopni in potem na doktorskem študiju. No, od letošnjega leta mislim, da imamo pa tudi že, smo podelili štipendije v 3. letniku 1. stopnje. Tako da najboljši študentje pač pride do teh štipendij, tako da se vam splača že potruditi takoj že na začetku, da se pravi pokažete vašo zainteresiranost, zvedavost, študijsko pripravljenost in vse, kar vas potem v višjih letnikih na nek način tudi nagradi. Poleg štipendij so tudi sredstva za raziskovalno dejavnost in naj povem, da je bilo od leta 2009 podeljenih že več kot 120 štipendij oziroma donacij. V času študija boste dobili en tak zelo širok spekter znanj z področja naravoslovja, ekologije, upravljanja naravnih sistemov, tako da so pojmi, kot so trajnost, trajnostni razvoj, sonaravnost, se v bistvu utkejo v sleherno razmišljanje gozdarja. Tako da lahko rečem, da je miselnost in delovanje gozdarja povsem zelena. In težko bi našel poklic, ki nam pride blizu v smislu razumevanja naravi in okolju prijaznega gospodarstva. Če na kratko mogoče še pogledamo, kaj lahko delate, če pridobite naziv oziroma diplomo gozdarskega inženirja. Če ostanete v strogem gozdarstvu, se pravi, lahko delate dela, ki so kot je gospodarjenje z gozdom, potem gozdno drevesničarstvo, okrasno drevesničarstvo. Če gledate nekoliko širše, se lahko ukvarjate z urbanim gozdarstvom, skratka z drevesi in zelenim, se pravi z drevesi, ki rastejo v mestih in v nekem okolju, kjer je bližina človeka, kjer je pa človek živi v bližini, skratka z arboristiko, z drevesno kirurgijo. Potem so tukaj je gozdarsko podjetništvo in vodenje podjetij, potem trgovina z lesom. Za časa študija dobite tudi veliko znanj o geoinformacijskih sistemih. Potem, če ste zvedavi, če imate to raziskovalno žilico, potem so tle organizacije oziroma lahko upravljate znanstveno raziskovalno delo, v
ukvarjate se lahko z okoljskim turizmom, rekreacijo v gozdu. Nekaj naših diplomantov pa se je zaposlilo tudi v javni upravi. Če na kratko še pogledamo, katere so organizacije, ki zaposlujejo tudi največ naših diplomantov, je na prvem mestu tukaj javna gozdarska služba, se pravi Zavod za gozdove Slovenije. O tem bo nekaj več besede potem nam povedal kolega iz Celja, Aleksander Ratajc. Potem druga taka družba so Slovenski državni gozdovi, potem so razne gozdarske gospodarske družbe, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, zasebni lastniki, se pravi gre za večje lastnike, ki potrebujejo tudi gozdarje. Lahko pa so tudi raziskovalne organizacije, kot je recimo naš oddelek, naša fakulteta ali pa mogoče gozdarski inštitut, ki leži oziroma se nahaja tle v naši bližini. Tako da pred nadaljevanjem vas bi še enkrat pozval za izpolnjevanje ankete in pa izpolnjevanje oziroma zastavljanje vprašanj, linke dobite v chatu. Zdaj pa preden bi nadaljevali, bi vas še na hitro, ko sem že pri besedi, bi vas popeljal v minutki skozi naše prostore, da dobite eno tako mogoče prostorsko predstavo sploh, kje se nahajamo, da nas boste pač, ko boste prišli na naše konce, da se boste malo bolj znajdli. Ponavadi, kadar so informativni dnevi potekali v živo, smo naredili en takšen krajši obhod. Zdaj vam bi pa pač s pomočjo fotografij predstavil naš oddelek. Skratka, nahajamo se tlele v Ljubljani pod Rožnikom, v Rožni dolini, tlele zelo blizu je tudi živalski vrt. Naša glavna stavba je tale rumena ob cesti Večna pot. Trenutno se pa nahajamo v tej stavbi tlele od spode, kjer tudi poteka ta informativni dan. Vidimo, da smo obkroženi z takim lepim dendrološkim vrtom, v katerem potekajo tudi nekatere vaje, se pač spoznavamo, vsaj tiste začetne vaje upravimo v tem okolju na našem vrtu. Še iz drugega pogleda tale hiša, v kateri se nahajamo, če bi šlo tole live, bi vam tam lahko pomagal skozi okno zdaj. Drugače, glavni vhod v glavno stavbo, tukaj desno se nahaja postajališče Ljubljanskega potniškega prometa, skratka 10 metrov stran in imamo takoj zraven tudi vhod v naš oddelek, tako da je ta povezava z mestom preko javnih prevozov pač izredno dobra. Vhod v avlo, če greste gor po stopnicah, so naše pisarne, medtem ko naravnost in dol po stopnicah so pač predavalnice. To je ena od takšnih predavalnic, naša sicer največja, druga predavalnica, kjer ravnokar poteka tale informativni dan, pa je tale tlele. Laboratorij, molekularni laboratorij, kjer upravljamo pač vaje pri nekaterih predmetih in tudi nekatere magistrske naloge oziroma diplomske naloge. Znotraj oddelka po hodnikih boste našli oziroma se nahajajo številne zbirke, zbirke vejic, zbirke rastlin, storžev, potem poškodb. Skratka, vse to je namenjeno študentom, da pač za študiranje, zraven so mize, stoli, skratka, kakorkoli neko okolje, kjer lahko študentje spoznavajo, odvisno pač od predmeta in teme, ampak imamo zbirke, ki so dejansko namenjene študiju. Enako velja tudi za herbarij, gre za herbarij lesnatih vrst, tako da vse to imajo študentje na razpolago. Na razpolago imajo tudi knjižnico, novo knjižnico, v kateri bom mogoče takoj po tej predstavitvi vam pokazal še en kratek filmček in nam bo kolega Maja Petek predstavila knjižnico oziroma delovanje knjižnice nekoliko podrobneje. Skratka, študentje v knjižnici študirajo, imamo čitalnico opremljeno z računalniki in z vso programsko opremo, ki jo pač študentje potrebujejo za sam študij. Sam dendrološki vrt zdaj spomladi izgleda nekako takole, mogoče manjka še kak teden ali pa dva, če zdaj pogledam ravno tja gor
prvi žafrančki že cvetijo. Hkrati pa poteka, kot sem omenil, tudi študijski proces, tole je naša letna učilnica, ki smo jo tudi zdaj malo uporabljali v času te pandemije. Toliko za eno tak slikovni prikaz našega oddelka. Zdaj bi pa vam predstavili še zelo kratek film o knjižnici, kjer nam bi kolegica dr. Maja Peteh predstavila delovanje knjižnice, kako je, ko pridete k nam, kako je z izposojo, kako je z učnim gradivom in z vsem skupaj. Tako da malo se bo ponovilo s tem, kar sem ravno kar povedal, ampak mislim, da bo veliko več informacij podano. Evo. Lepo pozdravljeni, bodoči študenti. Moje ime je Maja Peteh in sem vodja gozdarske knjižnice. Na kratko vam bom predstavila knjižnico in storitve, ki vam bodo na voljo, če se boste odločili za študij gozdarstva. Dostop do informacij, študijskega gradiva, znanstvenih virov, strokovnih virov, čitalniških mest so zagotovo storitve, ki pripomorejo k kakovostnejšemu študiju. Veliko energije in vzporedno denarja vlagamo v zagotavljanje najsodobnejših virov in storitev, ki jih študenti pri študiju potrebujejo. Najprej nekaj o knjižničnem sistemu. Na Biotehniški fakulteti deluje 7 knjižnic in z vpisom v eno ste vpisani vse. Nahajajo se na lokacijah posameznih oddelkov in seveda vsebinsko dopolnjujejo posamezne študijske programe. Gozdarska knjižnica ima celo 3 ustanovitelje, poleg oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, tudi Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije. Na ta način povezuje študente, raziskovalce, predavatelje in gozdarske strokovnjake. Posledično se seveda zbira, hrani in zagotavlja dostope do virov, ki jih potrebujejo vsi našteti. Ker je bila knjižnica leta 1948 prvotno ustanovljena pri Gozdarskem inštitutu Slovenije, nosi v nacionalnem knjižničnem sistemu oznako GIS. Gozdarska knjižnica je tudi del knjižničnega sistema Univerze v Ljubljani. To pomeni, da lahko študenti brezplačno uporabljate vseh 38 knjižnic na vseh fakultetah univerze, v knjižnični sistem pa sta vključeni tudi Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in pa Narodna in univerzitetna knjižnica. Knjižnično zbirko Gozdarske knjižnice, torej vse vire, ki jih knjižnica hrani, lahko preiščete v spletnem knjižničnem katalogu Cobiss Plus. Resnično se trudimo, da so to viri kar najbolje najdljivi na spletu in ne le njihovi bibliografski podatki, temveč vedno bolj tudi njihove elektronske verzije. Zato veliko vlagamo v digitalizacijo starega gradiva. Namreč ravno starejše gradivo je še kako pomembno za razumevanje dinamike razvoja slovenskih gozdov skozi zgodovino. Vse, kar je na spletu, pa ni nujno preverjeno in znanstveno. Veliko je lažnih in zavajajočih informacij. Zato je v znanosti nujno potrebno uporabljati znanstvene vire, ki so bile pred objavo ustrezno pregledani oziroma recenzirani. Da boste pri svojem študiju uporabljali le preverjene in znanstvene informacije, knjižnice Univerze v Ljubljani zagotavljajo dostope do velike količine sicer plačljivih znanstvenih virov, do e-revij, e-knjig in e-zbirk. Dostop do 30.000 znanstvenih revij in tam objavljenih člankov je za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani oddaljenih le en klik. Enako velja za okoli 230.000 tujih e-knjig in e-učbenikov. Za študente gozdarstva pa moramo omeniti še več kot 200 digitaliziranih slovenskih knjig z področja gozdarstva in digitalizirane članke 2 pomembnih slovenskih gozdarskih revij. Za iskanje ustreznih virov je uporabnikom poleg Cobissa na voljo tudi preko 200 elektronskih podatkovnih zbirk, ki pokrivajo vsa znanstvena področja univerze, seveda tudi gozdarstvo. Tako imamo zagotovljen dostop do zbirke Cap Abstract in Forest Science ter seveda Web of Science. Viri so študentom na voljo na lokacijah univerze, pa tudi od drugod s pomočjo storitve oddaljeni dostop. Za nemoteno delo za vas pripravljamo predstavitve učinkovitega iskanja znanstvenih virov, predstavitve, kako urediti študijske izdelke, kako uporabljati Cobiss in seveda, kako deluje odprta znanost. Na spletni strani Gozdarske knjižnice tudi objavljamo kratke spletne vodiče kot pomoč za uporabo naštetih knjižničnih storitev. Na oddelku za gozdarstvo imate veliko možnosti za samostojno in pa skupinsko študijsko delo. V knjižnici imate na voljo veliko in malo čitalnico, ki ste odprti do 18. ure in opremljeni z računalniki, na katerih so nameščeni programi, ki jih študenti gozdarstva potrebujejo pri študiju. V Gozdarski knjižnici tudi prodajamo aktualne učbenike in drugo gozdarsko literaturo. Trenutno imamo v prodaji 45 naslovov knjig,
z gozdarsko tematiko in to različnih založnikov. Želim vam, da pri odločitvi za študij izberete čim več pomembnih in pravilnih informacij o študijskem programu, študentskem življenju, zaposlitvenih možnosti in se dobro odločite. In če se boste odločili za študij gozdarstva, se kmalu srečamo. Torej, zdaj ste spoznali, kako zadeve potekajo v knjižnici. Z nami je bila doktorica Maja Peteh. Zdaj pa končno pridejo po na vrsto tudi študenti. Tako da vabim študenta univerzitetnega študija Miho Dimca, da se mi pridruži. Miha, pridite, prosim. Tako da prej ste ga že na kratko videli, zdaj mu pa predajam besedo in vam bo v kratkem predstavil delo študentov in vas pozivam, da seveda dobro poslušate. In Miha bo pol tudi z nami na voljo za vsakršno vprašanje. Miha, izvolite. Hvala za besedo. Kot je profesor Brus že povedal, sem Miha Dims, študent gozdarstva, obiskujem drugi letnik univerzitetnega študija in vam bom zdaj na kratko malo povedal o študentskih dejavnostih na fakulteti. Najprej bi omenil študentski svet. To je organ, ki nekako bolj zastopa pravne formalne dolžnosti pa pravice študentov. Mi seveda podajamo študentsko mnenje, sodelujemo v velikih komisijah, kjer tudi pomagamo in izražamo svoje mnenja, naprimer o kakšnih disciplinskih postopkih, če so bili, o spremembi študija, o študentskih prošnjah, tam je tudi vedno prisoten študentski svet. Pa tudi trenutno pa ima oddelek za gozdarstvo 3 svetnike v študentskem svetu. In so pa tudi člani študentskega sveta Univerze v Ljubljani. To je pa tudi študentska organizacija Biotehniške fakultete ali po domače povedano Bovčka. Mi pa skrbimo bolj za nekako bolj zabavni del na študiju, organiziramo dogodke, ekskurzije, razne tabore, pa tudi skrbimo za promocije. Naprimer, ponavadi smo vedno aktivni na informativnih dnevih, ali pa tudi skrbimo za promocije na način majice, jopce, bolj zabaven način. Vsako leto tudi organiziramo številne dogodke, naprimer kot je BFS igra, to je tam na dekanatu, v bližini oddelka za gozdarstvo. Poleti imamo take lepe igre, se igramo in se imamo res luštno. Zdaj bom pa predstavil še Društvo študentov gozdarstva. Imamo res dolgo tradicijo od leta 1993. Trenutno predsednica je Nikolina Mencin. Mi pa prirejamo vse od tečajev, potopisna predavanja, tradicionalno obucovanje in nam vsem ljub Kostanjev piknik, ki poteka tukaj na faksu jeseni, pa raznorazne ekskurzije. Naprimer, ravno naslednji teden gremo na licitacijo vrednejšega lesa v Slovenj Gradec, kar je tudi zelo zanimivo. In tukaj je par utrinkov iz Kostanjevega piknika, tole je tak lep nadstrešek v parku. Še en utrink. Tole je v avli, vsakoletno tradicionalno peka piškotov. Tole je tudi avla, boste videli. Tole je iz Avstro-Frome, to je sejem v Avstriji, ko poteka na vsake 2 leti, mislim da. In tudi organiziramo prevoz do tja. Iz terenskega dneva, ker se vedno zabavamo in veliko naučimo. In to je pa letošnji Kostanjev piknik, ki je bil res v zelo velikem številu obiskan. Pa da še povemo nekaj o tutorstvu. Tutorstvo je nekako en pripomoček za študente, bruce, ker vemo, da je tak prehod iz srednje šole na fakulteto malo težaven in tutorji so tukaj, da vam pomagajo pri kako naprimer prijavah na izpitu,
kako se učiti za kakšen predmet, kaj bo ponavadi na izpitu, in res take tehnične podrobnosti, pa naprimer vedno, kje so zapiski, kje so najboljši kotički za učenje in to je res vsakemu študentu pomaga. No, to je pa to iz moje strani in se zahvaljujem za vašo pozornost in če boste imeli kakšno vprašanje, me kar kasneje lahko vprašate. Hvala, Miha. Jaz sem prepričan, da bo vprašanj še veliko. Študenti zelo dobro sodelujemo, to lahko sam rečem. Tudi se mi zdi, da je ena taka posebnost našega oddelka je, da imamo študentov malo in jih večino poznamo po imenih, kar se mi zdi, da je dobro, da ustvari en tak bolj oseben odnos. O tem bojo mogoče študentje pozneje tudi sami povedali še kaj več. Zdaj pa seveda, ko se vpisujete na fakulteto, si nekako začrtujete svojo življenjsko pot in vas zanima, kaj bom pa jaz počel v življenju. Torej, to je zdaj pomembna odločitev. In seveda, marsikdo gleda naprej, s čim se bom jaz ukvarjal, kje bom delal, kakšno bo moje delovno okolje. In kot je prej kolega Jarni povedal, večino ali pa zelo veliko, največ diplomantov se zaposli v Zavodu za gozdove Slovenije, kjer imajo na razpolago več različnih delovnih mest. In še zlasti v zadnjih letih naraščajo potrebe in narašča število zaposlovanja. Eno od območnih enot, kjer so po informacijah, ki jih imam, potrebe po novih diplomantih največje, je pa območna enota Zavoda za gozdove Celje, katere vodja je univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva Aleksander Ratajc, ki upam, da je zdaj z nami. Aleksander, se slišimo? Se. Aleksander, živijo, kako je v Celju? Ja, zelo v redu, sončno, enkratno. Moram te sam malce popraviti. Vse območne enote imajo probleme s kadrovanjem. Da nismo edini, smo pa seveda izpostavili na zadnjem kolegiju to problematiko in se mi zdi zelo fino, da se nas povabi danes, da bodočim gozdarskim strokovnjakom lahko mogoče nam na en tak hiter način predstavim naše delo Zavod za gozdove kot največjega delodajalca, tako se je že sam omenil. Se zahvaljujem za tole povabilo in pa čestitke za vašo prezentacijo. Super. Hvala, Aleksander, za tale uvod. Jaz ti zdaj kar predajam besedo, lahko z nami deliš svoj zaslon in mogoče predstaviš študentom, kar imaš od svoje predstavitve. Potem te pa še prosim, če ostaneš z nami tudi za mogoče vprašanja dijakov, ki jih bo mogoče kaj konkretnega zanimalo. Izvoli, hvala. Hvala. Upam, da se vidi. Ja, Aleksander, lepo vidimo predstavitev, tako da kar vse je v redu. Beseda je tvoja, izvoli. Še enkrat lep pozdrav bodočim gozdarskim strokovnjakom, strokovnjakinjam. Moje ime je Aleksander Ratajc. Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva in zaposlen na Zavodu za gozdove Slovenije kot vodja območne enote Celje. Moja naloga je danes, kolegi so me prosili, da vam na en tak kratek način ali pa mogoče iz prve roke predstavim mogoče delo Zavoda za gozdove Slovenije in vas malce že usmerim ali pa se upam, da vas tudi navdihnem za vaš bodoči izbor študija, za vaše življenjsko preokupacijo, za vaše stanje, cilje in tako naprej. Tako da bi nekaj slajdov smo si pripravili v zvezi s tem, ena čisto grafična organizirana Zavoda za gozdove Slovenije, pokrivamo celotno Slovenijo z 14 območnimi enotami, kakor vidite na desni spodnji grafu, številke, 14 območnih enot, 69 krajevnih enot, recimo, da ima vsaka območna enota okoli 5 krajevnih enot, 369 gozdnih revirjev, to je predost, in pa več kot 600 zaposlenih gozdarjev.
To, kar potrjuje besede Rusa, da smo res eden večjih delodajalcev. In upam, da bo temu tako tudi v prihodnje. Zavod za gozdove kot javna gozdarska služba upravlja, to je nabor samo enih osrednjih, mogoče najpomembnejših nalog, še številne druge naloge, ki so seveda prav tako pomembne in vsako leto lahko rečem, da je teh nalog več. Kajti soočamo se tudi z veliko izzivi, ki so pred nami in ki bodo pred vami. Upam, da boste našli na nekatere tudi ustrezne rešitve. Jaz vedno rečem, da na kratko lahko predstavim naše delo, da strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije skrbimo za en trajnostni razvoj gozda kot ekosistema v smislu njegove biotske raznovrstnosti ter vseh njegovih funkcij. To pomeni ekoloških, proizvodnih, gospodarskih in socialnih. Poklici na Zavodu za gozdove Slovenije, tu seveda so prikazani nekateri. Jaz bom predstavil poklic bolj ali manj gozdarjev, ki so najbolj, se pravi, ki zajemajo največji obseg po številu delovnih mest. Se pravi, da največ zaposlenih je seveda revirnih gozdarjev. Revirni gozdar, lahko rečem, da to je v pravem pomenu besede operativec. To je človek, ki s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami omogoča stik med na eni strani gozdno-gospodarskim načrtom gozdno-gospodarske enote, na drugi strani pa z lastnikom in z lastnikovim gozdom. Lahko rečem, da poskrbi, da gozdno-gospodarski načrt zaživi v lastnikovem gozdu, kar je njegova naloga. On je tu vmesni člen. V predhodnem predavanju je bilo tudi lepo povedano, da revirni gozdar mora biti zelo ena taka široka, kompleksna strokovna osebnost, od psihologa, sociologa, politologa, ekonoma, tehnologa in tako naprej, da ne naštevam. Res en tak širok spekter znanja potrebuje in pa seveda na prvi vrsti oziroma na prvem mestu mora biti seveda človek. Če potem jaz pravim, najprej bo človek, potem si pa lahko tudi velik strokovnjak. Naslednja slika, delo revirnega gozdarja, seveda absolutno, to je terensko delo, operativec 100 na uro. In ali govorimo o izbiri drevja za posek, tukaj vidimo, da se odlačuje drevo, ali o prevzemu ali načrtovanju vzdrževanja gozdnih prometnic, kaj spodaj vidimo delavca, lastnika gozda, ki opravlja gojitvena dela. Se pravi, revirni gozdar svetuje, usmerja lastnika, kaj v svojem gozdu mora oziroma naj bi v skladu z načrtovanimi smernicami tudi izvedel. Gozdne prometnice, brez njih seveda ni gospodarjenja. Tukaj vidimo spodaj nastojno sečnjo, tudi te so vedno pogosteje se pojavljajo v naših gozdovih. Za ta posek je potreben specifičen načrt sestaviti in pa seveda zadevo kompletirati na terenu, predvsem zaradi poškodb. Tudi izvajanje tečajev za lastnike gozdov, kot vidimo tule desno spodaj, za varno delo z motornimi žagami. To je zelo pomembna zadeva. Prej smo slišali ujme. Že kar sem v službi, se srečujem z ujmami, ampak tako kot so sedaj pogoste, pač ni bilo recimo 20 let nazaj, 30 let nazaj. Od leta 2014 dobro veste, da je bil žledolom, ki je res povzročil ogromno škodo v naših slovenskih gozdovih. In takrat so takšni tečaji prišli še kako do pomena, do svoje veljave, saj smo z tečaji, jaz se upam, da zmanjšali število hudih nesreč.
smrtnimi izidi. No, na koncu, ne nazadnje, seveda, manj pomembno je tudi prenos znanja našim bodočim, spravi mladini, otrokom, predšolski mladini, šolski mladini v okviru njihovega izobraževalnega kurikuluma. Tukaj vidimo sodelavca Boštjana Hrena iz Celja, kjer imamo bogato tradicijo, ki se ukvarjamo še vrsto let z gozdno pedagogiko. Jaz menim, da je to ena panoga, ki vsako leto pomeni. Upam, da bo ta prenos znanja oziroma ta osveščanje, ta odnos do narave, da ga bomo znali prižgati pri naših mladičih. Kadrovske potrebe, seveda, že prej sem izpostavil, kadrovske potrebe v zavodu so in bodo tudi v prihodnje. V prihodnjih nekaj letih zavod bo nujno rabil vsaj 200 strokovnjakov. To tako na nivoju, tem operativnem nivoju, se pravi nivo revirnega gozdarja, kot tudi na višjem nivoju. To pomeni na ravni vodstvenega kadra, govorim o vodjih krajevnih enot, vodjih odsekov, ne nazadnje tudi vodjih območnih enot. Tukaj v tem nivoju, tu je zavod največji primanjkljaj, tukaj res je moj namen, pa ne zdaj, da bi delal ne vem kakšno reklamo, ampak vseeno, jaz mislim, da je to en zelo dober poklic. Seveda, če imaš vsaj malce živeti za naravo, da je to res en zelo vreden poklic. Tukaj apeliram, da se odločite tudi za drugokoronske stopnje, kajti potrebe bodo v naslednjih parih letih absolutno. Tukaj bi mogoče predlagal, jaz vsem poskušam že s komunikacijo z faksom, da mi fakulteta, se pravi pošlje ali pa da spodbudi študente na oddelku za gozdarstva, da se pridejo pokazati. To vam polagam na srce. Tudi če se še niste odločili, tudi mogoče zato, da se boste lažje mogoče odločili. Dajte si skoordinirati, dogovoriti z recimo en sestanek, en pogovor z vodjo vaše območne matične enote. Dajte se pogovoriti, dajte vprašati, vas bomo zelo veseli, vsaj v šolskem območju je tako, kajti brez te navezave z študenti, jaz mislim, da je kadrovska politika tukaj malce na stranskem tiru. Jaz pa mislim, da kot vodja območne enote moram poskrbeti za kadrovanje, ampak ne to od danes do jutri, ampak v naslednjih 10 letih. Jaz moram to imeti že celotno mrežo napeljano in tudi izpeljano, tako da bo naš delovni proces tekel nemoteno naprej. Zato še enkrat, pridite se pokazati na območne enote, ko seveda pomagate svojim delom preko študentskega dela, pri raznih meritvah, stalnih vzorčnih ploskah, pri določenih drugih monitoringih, ki se pojavljajo vsakih par let. Mi vas bomo veseli, navezali boste stik, mi, se pravi, bomo imeli vaše podatke, lahko vas kontaktiramo, vi nas in tako. Jaz mislim, da bi bila tu ena dobra sinergija, izmenjava informacij, kajti dobro se zavedam, da kot študent ti še mogoče ne sanja, kaj bo tvoje delo v prihodnje. Poslanstvo, seveda, naše delo je res poslanstvo. Gozdarji smo, lahko rečem, da smo v službi narave, gozda. Na koncu bi rekel, tako kot smo mi od naših prednikov prevzeli odgovornost za naše gozdove, ko bomo to odgovornost, to poslanstvo predali tudi vam kot točnim strokovnjakom, ki prihajate. Zavedati se moramo, da je slovenski gozd
To je naše nacionalno bogatstvo, za katerega moramo vsi skrbeti. Pravi za njegov dobrobit, za dobrobit lastnika gozda, in pa seveda za dobrobit celotne. Na koncu hvala za vašo pozornost, dobrodošli. Vsem pa vam želim, da se res dobro odločite, kaj boste v življenju. Če imate kakšno vprašanje, smo vam na voljo. Tudi internetna stran je na voljo zavoda za določene pridobitev določenih podatkov, tako da brez strahu delajte. Hvala. Hvala, Aleksandar, za tole. Zelo je bilo zanimivo in jaz mislim, da si res lepo predstavil lepo okolje, ki naše bodoče diplomante čaka.